Prvi jutranji žarki se prikradejo skozi zavese. Tvoj telefon za enkratno uporabo zavibrira na nočni omarici. Renata, tvoja punca, leži budna in zre v strop z razširjenimi očmi. Mežikaš v telefon, sporočilo ti bode v oči. 7:00, ne zamudi. Globoko vdihneš in pogledaš proti Renati. Sinoči ti je zagrozila, da te bo zapustila, če se še kdaj zapleteš s karteli. Ampak kakšno izbiro sploh imaš? Vajna 3 mesece stara hčerka Izabela mirno spi v posteljici. Komaj jo lahko nahraniš ali plačaš za njene plenice, zdaj pa še za najemnino zaostajaš. Čez en teden te lahko izselijo, druge možnosti ni. Moram iti, reče še Renati. Ignorirate in se obrne stran. Ve, kako to gre. In ima prav. Star, si bil komaj 12 let, ko si pred približno 5 leti opravil svojo prvo opazovalno nalogo za kartel. $150 za teden osnovnega opazovanja. Kartelski opazovalec, ki opazuje iz senc. Za otroka je bil to velik denar, a prisegel si, da tega ne boš nikoli več počel. Nekaj mesecev je bilo več kot dovolj. Tisti drugi otroci, ki so bili opazovalci, so bili slaba družba. Ves čas zadeti od meta, z jurišnimi puškami v rokah. Ni bila ravno dobra kombinacija. Niso bili vsi nori. Nekateri so bili kot ti, večino denarja so dali staršem. Tvojih zdaj ni več. Mama, rak na dojki. Oče, zmečkan v rudniškem jašku. Operacijo je vodil kartel. Odškodnina? Nič. Mediji temu pravijo diverzifikacija kartela. In se ne motijo, ni več kot v starih časih. Zdaj so vpleteni skoraj v vse. To je spolzek teren. Najprej je nadzor, potem pridejo ugrabitve in umori. In El Niño Sicario, deček morilec. Otroke lahko manipulirati, ubogajo ukaze. To si videl na lastne oči. Brez milosti bodo za nekaj pohval in malo denarja. Ne zavedajo se, da so zamenljivi. Odpreš vhodna vrata, svetloba preplavi spalnico. Še zadnjič pogledaš Izabelo. Roka se ti stisne na kljuki. Skoraj si že skozi vrata. Diego. Renata ima solze v očeh, njeni lici sta rdeči in vroči. Tako kot si ji rekel sinoči, samo še ena naloga in končaš s tem. To bo pokrilo najemnino in ti dalo nekaj časa, da poiščeš službo. Ljubim te, zašepeta. To je vse, kar si moral slišati. Stopiš ven in obstaneš. Črn Toyota Hilux že čaka, motor teče. Rekel sem ob 7, zarenči voznik. Morda šef. Ura je 7:02. Veš, da se ne splača ugovarjati. Na sovoznikovem sedežu sedi tip. Videti je kot tip za pretepe. Obraz mu krasijo brazgotine. Tetovaže pokrivajo njegov vrat. Ni nasmeha, ni dobrega jutra. Vrže ti telefon v naročje. Še ena. Telefon za enkratno uporabo. Povedal ti, da je danes pomembna naloga. Če se izkažeš, morda dobiš napredovanje. Nisi jim povedal, da je to enkratna stvar. Ne bi si upal. Približno 30 minut vožnje se tip na sovozniškem sedežu obrne, dvigne svoj telefon in ga usmeri naravnost vate. Nasmehni se in telefon klikne. Reče, da je to za njihovo kadrovsko evidenco. Oba se začneta smejati, kot da gre za notranjo šalo. Rekli so ti, da je to opazovalna naloga. Čakaš, držiš oči odprte. Isto si počel, ko si imel 12 let. Toda tokrat je v igri več denarja. $400 za dan. Potrebovali so starejšega otroka, nekoga z izkušnjami. Danes je to resno delo. Odložijo te na koncu stanovanjske ulice, vrsta od sonca obledelih hiš, na vsakem oknu rešetke. Popolna tišina, razen verižnega psa, ki nekje za ograjo laja. Na drugi strani ulice stopi ženska z majhnim bečkom. Ustavi se poleg stare zdelane Honde, pogleda tebe in nato tovornjak, nato pa hitro odvrne pogled. Hitro posadi sina na zadnji sedež. Njeni gibi so togi in nagli. Pogled ima ves čas uprt v pločnik. Povsod, samo ne vate. Motor se zažene in odpelje. Namenoma obrne obraz v nasprotno smer. Tip s tetovažami ti pove, kaj moraš narediti. Če se avto pripelje k hiši, narediš fotografijo in pošleš en sam jokajoči emoji na edino številko, shranjeno v tistem telefonu za enkratno uporabo. To je vse. Ne premakneš se, ne pokličeš nikogar, ne odideš. Kako težko je lahko to? Moški se odpeljejo in te pustijo samega na odprti ulici. Nenadoma se v zraku nekaj spremeni. Počutiš se izpostavljenega, oči te opazujejo izza vsakega zagrajenega okna. Mine ura, nič se ne zgodi. Sonce močno pripeka na tvoj obraz. Ni avtomobilov, ni ljudi. Nato te strese zvonjenje. Skoraj si skočil iz kože. Voziček za sladoled, ki ga potiska starec z bejzbolsko kapo. Za zaveso v eni izmed hiš se za trenutek pokaže obraz in izgine. Zvonec še vedno zvoni. Prodajalec sladoleda te opazi. Z roko udari po zvoncu, ga utiša in obrne voziček. Nekaj ni v redu. Pomisliš na denar. $400. 11:17 dopoldne. Še vedno je tiho. In nato v daljavi zaslišiš lopotanje avtomobilskih vrat. Zasliši se strel. Nato še en. Le nekaj ulic stran je.
Zagrabite panika. Ali bi se moral premakniti, poslati sporočilo? Še en strel. In nato rohnenje motorja. Srce ti razbija, pnevmatike zaškripajo. Črni Toyota Hilux zavije okoli vogala in drvi naravnost proti tebi. Notri. Pot mu po čelu teče tetoviranemu tipu. Tvoje oči ujamejo pištolo v njegovem naročju. Zdrsneš na zadnji sedež, srce ti še vedno razbija. Motor zarohni, ko Hilux odpelje. Pnevmatike cvilijo na asfaltu. Dobro opravljeno, reče, ko ste že izven ulice. Nisi naredil ničesar, pa vendar se zdi, kot da si. Še vedno, $400. Podajo ti jih, kot da ni nič. Si pri obcestni stojnici zatako se, sredi ničesar. Moški so v prazničnem razpoloženju, se smejijo, oči prilepljene na video na telefonu. Voznik ga porine proti tebi. Moški, ki ga usmrtijo na ulici. Ne povedo, kdo je, ampak veš, da je bil pomemben. V teh dneh karteli objavljajo takšne videoposnetke na Facebooku in TikToku. Ubijanje je postalo zabava, orodje za novačenje. In prav zdaj držiš dokaz v rokah. Sporočilo je jasno za otroke, kot si ti. Če ubijaš, tvoje življenje nekaj pomeni. Status, denar, družina. Nekoč si prebral, da za kartele v tvoji državi zdaj dela 30,000 otrok, tistih najbolj ranljivih. In nekako si med njimi tudi ti. Če izbira med kmetovanjem ali garanjem kot delavec za nekaj $, na dan, razumeš, zakaj je tako. In če te ujamejo, te sodijo kot mladoletnika. Zato so otroci nova tarča. Ti tipi te odložijo pred tvojo hišo malo pred 14:30. Obdrži telefon, ti rečejo. Začneš reči, da ga ne boš potreboval. Voznik zamahne z roko, kot da ni pomembno. Na mizi leži $400. Renata si na silo nadene nasmeh, a njen pogled pade na telefon, ki ga še vedno držiš v roki. Ni ji všeč, da si ga obdržal, in tudi tebi ni. 15:10. Telefon zabrmi na mizi tik ob kupu netlačenih računov. Renata odkima z glavo. Tiho. Ne moreš je niti pogledati. Lahko bi ga ignoriral. Morda ga boš, a popustiš. 30 minut čakali bomo zunaj. Ne zamudi. Telefon mu samo vrneš in mu poveš, da si zaseden. Renata ne izgleda prepričana. Tokrat je zadaj še en otrok. Prepoznaš ga iz soseske. Ni starejši od 13 ali 14 let. Njegova starša sta bila oba odvisnika. Ves je našponan, škripa z zobmi. Skoraj ti je odleglo, da se te ne spomni. A voznik pravi, da je težava, velika težava. Poskusiš mu povedati, da si končal, a te prekine. Zato je prepozno. Lahko odnehaš jutri. Skloni se bližje. Ženska z otrokom danes zjutraj. Videla je vse, vsak obraz. Tisti tip, ki so ga usmrtili, je bil policist na kartelovi plačilni listi in je izdal. In to je bila njegova lastna krivda. Ampak zdaj je šla na policijo. Vir znotraj oddelka je povedal, da bo ženska pričala kot priča. Videla je vse in to pomeni tudi tebe. Zadnje čase je preveč ljudi cinkalo. To slabo vpliva na šefa. Brez reda se celoten sistem zruši. Pelješ se mimo svoje stare šole. Otroci in starši odhajajo z igrišča. Nekateri se ustavijo pri stojnici, kjer starec prodaja tostade. To je vse, kar si želiš. Oče, ki pelje hčerko v šolo. Običajno življenje. Življenje, ki ga nikoli nisi imel. Ne škodujem ji, tetovirani tip te spet prekine. Ne bo ti treba. Pokima tipu poleg tebe, mlademu sikarju. Vse, kar moraš storiti, je voziti avto za pobeg, posneti usmrtitev s telefonom za enkratno uporabo. To ni običajen umor, to je sporočilo. Red je treba vzpostaviti. Na odprtem, nasilno, namenjeno, da postane viralno. Točno takšen učinek, kot ga želijo. Sikarjo, ki sedi poleg tebe, še vedno ni spregovoril. Uporabil bo Uzi avtomat. Mora biti videti zastrašujoče, dramatično. Odkimaš z glavo, to nisi ti. Tetovirani tip te nepremično gleda. Kako sta Renata in Izabela? Vpraša. Kot udarec v trebuh. Tokrat je $500 in niti ni treba, da pritisneš na petelina. Približno 1 uro iz mesta, ko se boste zamenjali avto, tetovirani moški izvleče majhno stekleničko. Mejna žlička ti je pritisnjena pod nos. Steklena, pekoča, verjetno metamfetamin. Ne jemlješ drog, ampak zdaj jih. Omama bo trajala več ur. Praviš si, da to ne more biti res. V avtu sta samo ti in drugi mladenič. Ne neha govoriti. Miguel pravi, lepo te je spoznati. Pravzaprav se te ne spomni. Pove ti, da bo to njegov 8. umor. Postane lažje, pravi. $750 naenkrat, 1000 za to, za prednostno likvidacijo. Zaupajo mu. Je zanesljiv. In to je boljše kot njegova stara služba. Včasih je pobiral paradižnike za $6 na dan, 10 ur na vročem soncu. Začel je pri 9 letih, tako kot 2.100.000 drugih mehiških otrok, ki opravljajo nezakonito težko delo. Pove ti, da je naletel na kartel, ko je bil pri prijatelju doma in sta ob 3 zjutraj igrala videoigre. Nekdo jo je povabil na dogodek v igri s ponudbo denarja. Posel na ameriški meji še nikoli ni bil boljši. Vsako leto skozi mejo zaradi drog steče od 5 do $39 milijard.
Še 1 milijarda dolarjev prihaja iz tihotapljenja ljudi in to je veliko denarja, ki kroži naokoli. Karteli, pokvarjeni policisti, skorumpirani politiki, vsi segajo po tem, kar priteče do njih. In čisto na dnu so otroci, 12, 13 in 14-letniki. Pridobijo jih z rekrutacijskimi videi objavljenimi na TikToku ali Instagramu. Otroci pozirajo z orožjem. Starejši tipi z debelimi diamantnimi prstani zlagajo svežnje dolarjev ob bazenu. Tebe to ne zavede. Nikoli te ni zavedla. Komaj kateri od teh otrok bo preživel ali pa bodo pristani v zaporu. Obstaja razlog, zakaj vas kličejo Politos de Colores, pisane piščančke, ki jih prodajajo na tržnici. Luštni, pisani, običajno mrtvi, preden odrastejo. Pravzaprav so res kul, pravi Miguel. Skrbijo zate kot družina. Pogledaš Uzi, ki mu leži v naročju. Neprestano govori o avtu, ki si ga bo nekega dne kupil. O velikem šefu, multimilionarju, ki je odraščal na kmetiji, tako kot on. Še vedno stiska zobe, se reži, pogleda gor in se pošali. Hvala Bogu za ameriškega potrošnika. Ne bo dolgo zdržal, to veš zagotovo. Ženska konča delo v tovarni ob 17:30. Sina pobere pri teti, nato sta doma do 18:20. Vse te informacije so iz lokalne policijske postaje. Ne poškoduj fanta, rečeš Miguelu. Njegov odgovor ne vzbuja ravno zaupanja. To je Uzi, poskusil bom. Ve, da želiš iz tega izstopiti. To ti piše na obrazu. Iz žepa potegne telefon, pritisne gumb in ga spusti v tvoje naročje. Gledaš na cesto, medtem ko ti pogled zdrsne na zaslon. Video. Najstnik privezan na stol. Ne more biti starejši od 18 let. Ima zavezana usta. Eno oko ima zaprto zaradi otekline. Zgroza odkimava z glavo. Moški z masko in rokavicami stopi v kader. Dvigne list papirja. Izdajalec. Spusti ga v najstnikovo naročje. Nato vzame majhno posodico. Najstnik se zvija, moški mu polije tekočino po glavi. Ni voda, dviga se dim, koža postaja rdeča od opeklin. Zvija se in nemo kriči skozi zavezana usta. Komaj se lahko osredotočiš na cesto, met in adrenalin ti razbijata v prsih. Miguel vzame telefon nazaj. Na obrazu ima izraz, sem ti rekel. Ta mulc pravi, je zamočil nalogo. To je vse. Razumeš zdaj? Razumeš. Ta posel. To je to. In potem si zunaj. Moral bi vzeti Renato in Izabelo ter zapustiti mesto. Preselite se nekam daleč stran, mogoče v Merido. Renata ima tam sorodnike, ki prodajajo viseče mreže turistom. Nikoli ti ni povedala cele zgodbe. Enkrat ti namignila, da tudi oni počnejo nezakonite stvari. Povezani so. Ob 18:15. Miguel ti poda črno rutko, da si zakriješ obraz. Sam si nadene rdečo. Uzi ima stisnjen med nogami, čeljust je napeta. Videti je resnično vznemirjen. Povej ti, naj poskrbiš, da ujameš vse. Umaknil se bo na stran, da boš lahko posnel del smrti. Ne zamudi ključnega posnetka. Se zasmeje. Honda zapelje na cesto. Miguelova roka se močneje oprime pištole, druga je na kljuki vrat. Fant izstopi prvi, ženska tik za njim. Miguel steče na ulico, naredi nekaj korakov. Začne se streljanje, krogle letijo povsod, ženska pade skoraj takoj. Trdno primeš telefon, roke se ti tresejo in so prepotene. Zapreš oči in poskušaš preslišati zvoke. Leži na cesti, še vedno se premika, plazi proti sinu. Po nekem čudežu njega ni zadela nobena krogla. Miguel ponovno ustreli, krogle raztrgajo njeno telo, neha se premikati. Roke se ti tako močno tresejo, da ti telefon skoraj pade iz rok. Samo vrni se v avto, priganjaš Miguela, zgrabi otroka za zapestje in ga odvleče, medtem ko ta brca in kriči. Narediti moraš nekaj, karkoli. Odkimaš. Nisi se prijavil za ugrabitev, nočeš se premakniti. Otrok je prestrašen, oči ima široko odprte, obraz bled. Zavese se premikajo, ljudje kukajo skozi špranje, kri se nabira na cesti. Zaradi tega te bodo ubili, Diego. Prisežem, da te bodo ubili, zahrope Miguel. Na koncu spusti fanta. Ta pristane na cesti. Miguel se vrže v avto, pritisneš na plin in zdrvita z ulice. Takoj, ko si na varnem, si strgaš bandano z obraza. Miguel je videti jezen in prestrašen. Ve, da prihaja kazen. Načrt je bil vedno vzeti fanta. To počnejo ves čas. Tisoče takšnih primerov ugrabitvenega izsiljevanja se vsako leto zgodi v Mehiki. Večina jih nikoli ne pride v novice, je le pogajalski adut. Nekdo bo izbrisan iz preiskave. Otroci so dragocena valuta. Ti pa si pravkar enega izgubil. Miguel preveri svoj telefon. Obstaja še ena lokacija, kamor morata iti. Avto odvržeš, nato pa te pobere nekdo, ki ga še nikoli nisi videl. Nihče ne reče niti besede. Tip te odloži pri tvojem domu, nato pa on in Miguel odpeljeta stran. Tistih $500. Niti pomislil nisi, da bi jih zahteval. Preveč adrenalina ti je teklo po žilah. Renata lahko vidi strah na tvojem obrazu, takoj ko vstopiš. Še vedno se treseš. Rečeš ji naj spakira, odhajata nocoj. Bolje je, da ničesar ne ve. Pade tema.
Neprestano opazuješ ulico skozi žaluzije in čakaš na žaromete. Telefon še ni zazvonil. Bila so sporočila. Naredil si vse, kar so zahtevali. Vse. In še vedno imaš njihov video na telefonu. Renata gleda novice. Ženska je bila brutalno ustreljena na ulici blizu kraja, kjer je bil danes zjutraj ubit policist izven službe. Bila je priča njegovemu umoru. Posel kartela. Preiskovalci pravijo, da je bilo uporabljeno avtomatsko orožje. In sredi belega dne, to je bila likvidacija, sporočilo. Detektiv pove kameri, da ustrahovanje prič ne bo delovalo. Motil se je. Deluje. Vedno deluje. Renata počasi obrne glavo in te pogleda. Vidi ti na obrazu. Samo odkimaš. Razložil boš kasneje, ne zdaj. Telefon za enkratno uporabo zavibrira. Pridi po svoje plačilo, koordinate so spodaj. Morda te skrbi po nepotrebnem, morda si samo paranoičen. Miguel je morda poskušal ugrabiti fanta, da bi naredil vtis na kartel. Očitno ni razmišljal trezno. Če bi bila ugrabitev načrt, bi ti povedali, kaj ne? Ampak zakaj je trajalo tako dolgo, da so poslani sporočila? Miguel je v avtu na poti nazaj deloval resnično prestrašen. Renata ne bo ukrepala, dokler ne izve vsega, zato ji poveš vse. Ne reagira tako slabo, kot si se bal. Nikoli ne bi smel iti ven danes zjutraj. To ti je povedala neštetokrat. Ampak za ostalo nisi kriv. Namesto da bi kričala, te objame. Počutiš se, kot da bi jokal, ampak se zadržiš. Veliko moraš še načrtovati. Renata opravi nekaj tvicev. Njena sorodnica v Meridi pozna določene ljudi. Ne kartele, ampak družinsko mrežo, ki tihotapi ljudi čez mejo. Brez drog, brez nasilja, samo tihotapljenje. Odloži telefon. $10,000 za vaju oba, še dodatna 2,000 za Izabelo. Dolg boste odplačali v ZDA. Pot, ki vas pelje od vrat do vrat skozi tunel do varne hiše nekje v Kaliforniji. $12,000. To je presenetljivo poceni za nekaj tako tveganega, še posebej z dojenčki. Storili bodo kot uslugo, če vnaprej plačate nekaj denarja. Renata okleva in nato prizna, da je skrivala babičin poročni prstan. Shranila ga je za čas, ko bi se poročila. Mora biti vreden vsaj $800. In imaš približno $170 v gotovini. Z enim kovčkom in vsak z majhnim nahrbtnikom, Izabela v Renatinih rokah, odpreš vrata in pogledaš na ulico. Ni nikogar. Med vožnjo do meje nihče ne spregovori. Vožnja traja približno 2 uri. Starec, ki vozi, se sploh ne predstavi. Blizu polnoči je, ko se peljete z avtoceste in v nekaj, kar izgleda kot industrijski park. Tam je zapuščena tovarna. Tip vas odloži pred vrati. Iz teme stopi drug moški. Sledite mu okoli zadnjega dela tovarne in na ozko blatno pot. Poklekne in odmakne kup suhih vej. Pod njimi je luknja, ki vodi na drugo stran. Pripognete se, tesno držite Izabelo ob prsih in se spustite v tunel. Je umazan in utesnjen. Zemlja kaplja stropa na Izabelin obraz. Trzne se v vaših rokah. Zajoče. Utišaj tega otroka. Moški za vami zarenči. Na srečo po minuti utihne. Hodnik se razširi, ko greste naprej. Zdaj je visok skoraj 2 metra, ojačan z lesenimi tramovi, na stenah so gradbene svetilke. Za prezračevanje je star ventilator. Na drugem koncu vodi lestev do okroglega kovinskega pokrova. Nad njim stane temna postava in drži pokrov odprt. Plezate gor. Na drugi strani je popolna tema, le prazen prostor. Stopite ven in prvič vdihnete zrak v Združenih državah. Hola, Renata in Miguel. Malo vam odleže, ker veste, da ima vaši imeni. Renatini sorodniki so res pomagali. Zelo ste jim dolžni. Avto vas čaka za vogalom. Izabela večino poti prespi. Zbudi se le enkrat, da jo nahranite. Mejne luči bledijo za vami. Mehika izginja v vzvratnem ogledalu. Renata zazehne in ti poda Izabelo v naročje. Zapre oči, a ti zagotovo ne boš spal. Ne dokler tvoja družina ne bo varna za 4 stenami. Nadaljuješ proti severu, mimo dolgih odsekov praznine na obeh straneh, nato pa mimo bencinskih črpalk ali skladišč, kjer varnostne luči osvetljujejo prazna parkirišča. Vsake toliko časa na grebenu nad avtocesto opaziš SUV mejne patrulje z zatemnjenimi okni. Moliš, da te nihče ne ustavi. Če te pošljejo nazaj domov, si mrtev. No, morda. Zdaj učinek drog popušča. Res začneš dvomiti, ali je ta strah paranoja. Ampak če je to res, zakaj te še nihče ni kontaktiral? Nadaljuješ pot proti severu. Voznik ves čas pogleduje na svoj telefon, nato pa hitro vrže pogled proti tebi. Ujameta se s pogledom. Nič ni, reče. Skoraj sva tam. Niti nisi prepričan, kam sploh greš. Tip zapelje z avtoceste na nekaj, kar izgleda kot gorska cesta, na obeh stranih gost. Renata se zbudi in vpraša po Izabeli. Do zdaj je bila super, spala je celo pot. Val utrujenosti te preplavi. Odpreš okno, da dobiš malo svežega zraka. Tukaj je zrak hladen, kjerkoli že si. Je čudovito. Diši po borovcih, povsod so drevesa, razprostirajo se, kolikor ti seže pogled.
Nikoli si nisi mislil, da bo Kalifornija tako zelena, tako tiha. Voznik upočasni. Mimo peljete zapuščene garaže in ostankov barake ob vznožju makadamske poti. Kamnje škripljajo pod gumami, žarometi osvetljujejo drevesa, zaviješ v ovinek in cesta se zdi, kot da se konča. Tukaj ni ničesar, to se ne zdi prav. Voznik začuti tvojo zmedenost. Pravi, da si blizu Los Angelesa. Po regiji so razpostavljene policijske blokade. Ni varno, to noč se moraš skriti, jutri pa te bodo odpeljani v mesto. Pokaže na nekaj, kar izgleda kot stara skeden. Stopiš iz avta. Popolna tema je. Prižgeš lučko na telefonu. Iz prtljažnika vzameš kovček in se odpraviš proti skednju. Renata sledi, Izabela pa se zdaj prebuja v svoji odeji. Njen nerazločen govor je edini zvok, poleg vej dreves, ki jih veter upogiba in lomi. Vrata so težka. Pogledaš nazaj k vozniku, pregleda okolico in ti pokima. Potisneš vrata in stopiš noter. Pogledaš gor, pol strehe manjka. Znotraj rastejo plevel in trava. Renata položi Izabelo na klop in išče luč. Izgine v temo s svojim telefonom. Voznik stopi za tabo. Zrak se spremeni. Začutiš mraz na vratu. Čučo pošlje sporočilo. Voznik zarenči. Čučo, pridrži ti telefon pred obraz. Tvoja slika na zadnjem sedežu Toyote danes zjutraj. Najprej ustreli Renato. Ne vidiš ničesar, samo bliski s cevi in nato udarec ko pade na tla. Sploh ne poskusiš pobegniti. Ne boriš se, samo izgubiš. Oni zmagajo. Vedno zmagajo. Voznik tipka v svoj telefon. Kaj naj naredim z dojenčkom? Izabela zre v nebo, polno zvest. Skozi luknjo v strehi, njeni drobni prsti segajo naprej in grabijo za zrakom. Daleč čez mejo je Čučo še vedno buden. Njegova žena in otrok spita v sosednji sobi na stari vzmetnici. Novačenje, vodenje otrok. Plačilo ni dobro, a po današnjem dnevu ga zagotovo čaka napredovanje. Njegov telefon zavibrira. Sporočilo o dojenčku. Ne odgovori. Dojenček ni pomemben. Pomemben je le tipov telefon. Čučo pregleduje dolgo vrsto sporočil na WhatsAppu. Najde tistega, ki ga išče. Sebastian, mlad fant, s katerim se pogovarja in mu pošilja novaške videoposnetke. Sebastian je pripravljen. Je že pripravljen. Čučo napiše sporočilo. 7:00 zjutraj, ne zamudi. Zdaj si oglej, zakaj Mehika ne odpravi kartelov, da vidiš, kako močni v resnici so. Ali pa klikni na ta video.